je Franček, rad bi se igral. Zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas neštipno skupaj imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Franček in kužek. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Na vrtu je že našel gosenico in v potoku potočnega raka. Nekega dne pa je kužek našel Frančka. Hoho, to je pa visoko, medved. Wow! Imam jo! Res bi se moral videti, Franček. In ti bi moral videti sebe. Glej, to si ti, medved. Imam jo! Imam jo! Si v redu, medved? Ja, v redu sem. Hej, poglej! Kužek! Hvala lepa. No, kaj bi rad? Mislim, da želi, da ponovno vrže žogico. A ja, naj bo. Wow, fant! Ojej, Franček, saj lovi bolje kot midva. Mogoče bi tudi midva začela loviti z usti. Fuj, pa ne potem, ko se je že on igral z njo. Se pa res rad igra? Ja, kdo bi vedel, čigav je? Kaj pa vem, nikogar ni blizu. Pa tudi ovratnice nima. Hej, prav imaš, medved, nima ovratnice. Morda pa sploh nima lastnika in išče koga, ki bi skrbel zanj. Kaj pa, če ga odpeljem domov? Morda pa je ovratnico izgubil, Franček. Mogoče ga prav zdaj kdo išče. Mogoče. Ampak ne moreva ga kar pustiti tu. Tako majhen je. Pa še všeč sem mu. O, fant, vedel sem, da se bo to zgodilo. Franček, ne moremo ga obdržati. Nekomu drugemu pripada. Prepričan sem, da ga pogrešajo in tudi on verjetno pogreša njih. Ampak všeč sem mu. Seveda si mu, Franček. A nekje je družina, ki jo ima rad. Ne želiš, da bi bili žalostni, kaj ne? No, verjetno res. Zdaj pa le pojdi domov, kužek. Ne smeva se več igrati. Poiskati moram tvoje lastnike. Le zakaj so vsi mladiči tako prikupni? Samo enkrat vrzi oči, da boš videl, kaj zna. No, prav. Ujemi rokavico. Si videl to? Dobro si ujel. Prikupen, razposajen mladič si, kaj ne? Ja, pa si. Priden. No ja, verjetno ga res ne moremo kar izpustiti. Ga bomo torej obdržali? Samo začasno, dokler ne najdemo njegovih lastnikov. Se strinjaš? Ja, nedvomno. In vse bomo dali od sebe, da bi jih našli. Si razumel, Franček? Ja, razumel sem. Pridi, kuža! Pridi, kuža, metal ti bom palico. Pridi! Upam, da ne bomo predolgo iskali lastnikov kužka. Ja, težko ga bo vrniti, še posebej, če se bo naučil prinašati časopis in moje copate. Ja, no, vrnimo se nazaj na vrt. O
ne, kje je moja rokavica? Glej, tu je žoga. Hej, kaj pa počneš? To potrebujem. Pridi sem, kuža. Nimam časa za igro. Zamujam v šolo. No, kje je moja rokavica? Franček, pohiti, avtobus bo zdaj tu. Če pa ne najdem rokavice. Tu je, na obešalniku. A ja. Na tvoje kosilo, Franček. Avtobus. Še stvari vzamem. Kuža, kje pa si? Rad bi se poslavil. Pohiti, Franček. Res moram iti, se vidiva po šoli. Kaj res? Lahko ga obdržiš? Nekako tako, dokler ne najdemo njegovih lastnikov. Kaj je tako smešno? Kako si pa ti prišel sem? Ojej, Franček, nisem prepričan, če se kužki lahko vozijo z avtobusom. Dokler se ne pripeljemo do šole, bo kar v šolski torbi. Kaj pa potem? Saj ga ne moreva imeti v razredu. Nič ne skrbi, medved, počakal me bo pred šolo. Ja, tako kot te je počakal doma, kaj ne? Če si pa ne more pomagati, ves čas bi bil rad z mano. Ojej, vedel sem, kaj bo. Zunaj se boš moral igrati, prav? Ampak nič naj te ne skrbi, saj bo kmalu odmor. Na, medtem ko me ni, se lahko igraš z mojo žogico. Vrgel ti jo bom, ampak potem moram pa res iti, prav? Se vidiva med odmorom, kuža. Dobro jutro, učenci. Dobro jutro, gospod Čuk. A je s kužkom vse v redu, Franček? Seveda, medved. Na igrišču se zabava z mojo žogico. Poglej, kuža! Čigav je? Wow, kako je ljubok. Ja, kako je prišel sem? No, očitno imamo obisk. Ali kdo pozna tega kužka? Jaz. Takoj ga odnesem ven, gospod Čuk. Pridi sem, kuža! O, ne! Wow! Mislim, da si se dovolj dolgo igral, malček. Žal mi je, gospod Čuk. Nič hudega, Franček. Hehehe, ne zgodi se prav pogosto, da se dan začne tako pestro. In ko je mami prišla polno šolo, ga je peljala v trgovino in mu kupila ovratnico in povodec. Ovratnico in povodec? Juhej, Franček, to verjetno pomeni, da ga boste obdržali za vselej. No, mogoče. Predvsem pa ga je hotela peljati na sprehod po mestu in ob tem morda najti njegove lastnike. Na srečo ni našla nikogar, ki bi ga kdajkoli videl. V vasi sem videl vaše letake. Kakšne letake? Saj veš, najden kužek in spodaj tvoje ime. Letake? O ne! Verjetno jih je naredila mami. Zdaj ga bodo lastniki zagotovo našli. Saj ne misliš? Dober dan. Ste vi po vasi nalepili letake za najdenega kužka? O ne, medved, to so oni. Prišli so, da bi ga odpeljali. Kaj ne naredim? Vrni ga? Ne, ne še. Izmuzniti se moram, pri zadnjih vratih. Ojej, tega pa res nisem pričakoval. Zelo sem vesela, da ste ga našli. Pustili smo ga pri moji mami, ampak ga težko obvladuje, tako zelo živahen je. Nisem prepričan, da je to dobra ideja, Franček. A bi rad, da naj jo slišijo? Zelo ga pogrešam. Ups. Oprosti, Franček. Franček? Kuža je verjetno v Frančkovi sobi. Franček!
Kaj namerava storiti Franček? Ne vem, medved, res ne vem. Neznansko vesela sem, da ga je našla tako pozorna družina. Bal sem se že, da ga nikoli več ne bom videl. Bi rad videl, da ga jaz vrnem na mesto tebe? Ne. Bom kar sam. Moj kuža! Najlepša hvala. Z veseljem. Veste, pogosto smo na poti in psa ne moremo vzeti s seboj, zato ga pustimo pri moji mami, ampak ni ravno navdušena nad hišnimi ljubljenčki in... Ja, Franček bi pa pazil nam, medtem ko nas ne bo. O, seveda, kako da ne? Lahko, mami? Res si najboljši kandidat za to. Fantastično! Pridi pogledat trike, ki sva se jih naučila. Naprav. Kaj pa tisti trik, ko gre v tvoji torbi s tabo v šolo? No, vse trike razen tega. Franček si izposodi avtobus. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. V parku je vselej počakal na vrsto in z veseljem je pojedel drugi kos mušje pite. Nekega dne pa je Franček nekaj vzel, ne da bi prej vprašal. Bi, pomakni se, rad bi šel mimo. Na mostu pa res ne moreš prehitevati. Le kje si se naučil voziti? Pri Bobrovki. No, bo kaj, ali boš ves čas samo sedel? Halo? Šolskega avtobusa, ki stoji, se ne sme prehitevati. Ja pa ja. Ustaviti moraš in me spustiti mimo, Franček. Malo pozornosti, prosim. Ura bo zdaj pri koncu. Prosim, da pospravite barvice in igrače. Ko bi se le lahko še igrali. Z avtomobilčki se igrava pri tebi. Mamo bom vprašal, če lahko pridem na obisk. Ampak nimam šolskega avtobusa. Nič za to. Imaš pa cel kup drugih avtomobilčkov. Z avtobusom se lahko igramo spet jutri. Verjetno res. Previdno! Ups, pazi, da ne stopiš v mokro barvo. Kaj slikaš, Bobrovka? Jutri boš izvedel. Imela bom predstavitev. Jutri se mi zdi tako zelo, zelo daleč. Brum, 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 brum. Zadnja postaja, izstopite. Kaj pa jaz? Lahko vstopim? Hej, medved. Wow, točno tak je videti kot avtobus iz šole. To pa zato, ker je avtobus iz šole. Izposodil sem si ga. In gospod Čuk ti je dovolil. No, ja, pravzaprav ga nisem niti vprašal. Ampak saj ne bi imel nič proti. O, fant, kaj pa vem, Franček? Saj se nikoli ne igra z njim, medved. Ja, ne vem, zakaj ne. Luči mu utripajo in sploh je super. Ja, vem. Če se torej ne igra z njim, mu je verjetno vseeno, če bi si ga izposodil. Verjetno res. Gotovo res. No, igrajva se. Vrm, vrm, vrm. Ne bo šlo. Hej, koliko potnikov pa sploh sprejme tale tvoj avtobus? Jutro, Franček. Živijo, medved. No, povej, a si avtobus že vrnil? O, ne, avtobus. Pozabil si, kaj ne? Glavo po konci, Franček. Morda ne bo nihče opazil, da ga ni. Misliš, medved? Seveda. Danes skoraj že pri koncu in nihče razen naju se nikoli ne igra z njim. Ja, nikomur ni mar, če sem si ga sposodil. Kaj? Tako. In jutri se bom zagotovo spomnil. Hej, kje pa je šolski avtobus? Danes popoldan sem želela predstaviti ukrepe za varnost na šolskem avtobusu. Potrebujem ga za predstavitev. Še včeraj sem ga videl tu nekje. Le kje bi lahko bil? Gospod Čuk,
Da, Franček. Žal mi je, gospod Čuk. O, saj nisi ti kriv, Franček. Pozabil sem na mizo. Z Bobroko iščeva šolski avtobus. Veste, no, ja, mislim, da lahko pomagam. Veste... Lepo od tebe, Franček. Razred, zakaj ne bi vsi pomagali pri iskanju šolskega avtobusa? In potem lahko poiščemo tistega, ki ga ni pospravil. Hej, našel sem frnikolo. Frnikula mi čisto nič ne pomaga pri predstavitvi, Medved. Avtobus potrebujem. No, Bobroka, čas je, da se odpravite na pravi avtobus. Igračo bomo že našli jutri. In imela boš predstavitev. No, prav. Uboga Bobrovka. Ubogi Franček. Joj, Franček, zakaj nisi povedal, da si izposodil avtobus? Saj sem hotel, Medved, verjemi. Potem pa se je gospod Čuk nenadoma zaletel v mizo, Bobrovka se je razjezila in, no, počutil sem se tako, saj veš. Lačen? Ne, čudno mi je bilo v želodcu. Ja, vem. Tako se počutim, ko me je česa strah. Jaz tudi. Ampak jutri bom vrnil avtobus, zagotovo. Prav. Poglej to, Franček. Wow, to je noro, Medved. Hvala. Dajva, poskusiva še enkrat z avtobusom. No, prav. Franček! Večerja! Se mi je zdelo, da sem lačen. Ti si vedno lačen, Medved. Hej, se bova igrala tudi po večerji? Seveda, dokler se ne vrneva, naj jo bodo počakali v tem deblu. Super ideja. Se vidiva po večerji, Medved. Adijo, Franček. Ojej, ojej! Pripravljena ali ne? Prihajam! Aha! 1, 2, 3! Aha! 1, 2, 3! Hej, kaj pa je to? Gos, pridi sem! Me hočeš prinesti naokoli? Ne, poglej, kaj sem našla. Pogrešan šolski avtobus. Le kako se je znašel tu? Nekdo ga je moral ukrasti in ga skriti tu. Res tako misliš? Glej, to še ni vse. Pomagaj mi jih zbrati. Pridi, Gos. Temu bom prišla do dna. Medved, kje so vsi moji avtomobilčki? Mislil sem, da si izpravil votlo deblo. Saj sem jih in zdaj jih ni. Nekdo jih je najbrž ukradel. O ne, pa toliko rojstnih dni in novih let je bilo potrebnih, da je nastala zbirka. In šolski avtobus, ta niti moj ni bil. Te spet boli želodec, Franček? Le kaj bom rekel gospodu Čuku? No, lahko mu rečeš, da si vzel avtobus, ne da bi vprašal. In da si ga pozabil doma. In da je izginil. In, ojej, res ne vem, kaj bi mu lahko rekel. Ampak saj imaš vso noč, da se česa domisliš. In, že veš, kaj boš rekel gospodu Čuku? Ne, ves čas mislim samo na to, kako jezen bo. In Bobrovka tudi. Franček, Medved, poglejte, kaj imam. Šolski avtobus! In moje avtomobilčke. Tvoje avtomobilčke? Spraševala sem se, čigavi so. Našla sem jih skrite v votlem deblu v ribniku. Bobrovka, jaz... Kasneje se mi lahko zahvališ, Franček. Najdbo bi še pred poukom rada delila z gospodom Čukom. Ne skrbi, ugotovila bom, kdo je tat. Tat, Medved, mogoče bo gospod Čuk mislil, da sem šolski avtobus ukradel.
Joj, zdaj tudi mene začenja boleti želodec. In kdorkoli je to bil, je ukradel tudi Frančkove avtomobilčke. Bobrovka, ne morem verjeti, da bi bil kdorkoli v tem razredu sposoben kraje. Nihče ni ukradel mojih avtomobilčkov. Jaz sem jih dal v tisto votlo deblo. Ha? In kdo je tja spravil šolski avtobus? Jaz... Franček, ti si ukradel avtobus? Ne, nisem ga ukradel, le izposodil sem si ga. Ne, da bi vprašal. A tako? Že naslednji dan ga je hotel vrniti, pa je pozabil. In toliko časa ste porabili za to, da bi ga našli In hudo ga je bolel želodec. Vsem se upravičujem. Res nisem želel povzročati težav. Naslednjič bom vprašal, preden si bom kaj izposodil. Ker če ne vprašaš, ima to lahko neprijetne posledice. Lepo, da si povedal po pravici, Franček. Vem, kako težko je včasih priznati, da si naredil napako. Lahko začne s predstavitvijo, gospod Čuk? Seveda, Bobrovka. Žal mi je, da je nisi mogla izvesti že včeraj. Je že v redu, Franček. Sinoči sem dobila par dobrih idej. In razmišljala sem, si lahko izposodim nekaj tvojih avtomobilčkov? Seveda lahko. Veseli me, da si najprej vprašala.